Najprej iskrene čestitke za ponovno osvojitev lastovega naslova delnica leta. Sicer smo že navajeni, da omenjena nagrada roma v Novo mesto, vseeno pa letos zmaga ni bila čisto samoumevna, namreč naziv si delite še eno našo uspešno delnico, in sicer je to delnica NLB. Vi ste krepko zmagali v kategoriji promet, kjer ste že vsa leta daleč najbolj trgovana delnica, medtem ko je delnica NLB letos naredila največji preskok, namreč bila je najboljša v kategoriji porast tečaja, kot tudi v kategoriji porast prometa, kjer ste vi zabeležili celo rahel upad. Kakšen je vaš komentar in seveda še enkrat iskrene čestitke? V imenu Krke in v imenu skoraj 47.000 Krkinih delničarjev se vam prav iskreno zahvaljujem za nagrado za najboljšo delnico prve kotacije, ki jo letos prevzemam že četrtič zapored. Na zmagovalnem odru se nam je tokrat pridružila Nova Ljubljanska banka, kateri seveda tudi iskreno čestitamo. Za Ljubljansko borzo in s tem za vse izdajatelje, ki kotiramo na njej, je pomembno, da imajo domači in tuji investitorji čim več možnosti za naložbe v likvidne delnice z dobrim donosom. Domača kotacija je za Krko zelo pomembna, saj je skoraj 40% naših delnic v rokah malih delničarjev, skoraj četrtina pa v rokah mednarodnih vlagateljev. Na lestvici najdelnica leta je v preteklosti brez konkurence kraljevala naša daleč najbolj likvidna delnica, in sicer je to delnica Krke. Z letošnjim letom, kot se kaže, dobiva resnega tekmeca v delnici Nove Ljubljanske banke. Namreč prvič, odkar objavljamo lestvice najboljših delnic, se je zgodilo, da sta čisto pri vrhu povsem izenačeni dve delnici, Krka in Nova Ljubljanska banka. Prva seveda z naskokom vodi v likvidnosti oziroma prometu, vaša delnica pa je letos naredila daleč največji preskok med vsemi kotirajočimi delnicami v prvi kotaciji. Namreč tečaj je porastel za skoraj 115%, prav tako pa se je v primerjavi z lanskim obdobjem za nekaj manj kot 6% povečal tudi promet. Kakšen je vaš komentar in seveda iskrene čestitke za naziv delnica leta, ki si, kot je rečeno, delite s Krkino delnico? Hvala za čestitke, jemljemo kot priznanje za dobro delo, to priznanje, ne samo na relaciji z našimi vlagatelji, v relaciji z našimi zainteresiranimi potencialnimi partnerji, ampak tudi siceršnjimi aktivnostmi poslovne narave. NLB ima odlične rezultate in seveda tečaj, vrednost delnice je posledica odličnih rezultatov in trdega dela skozi desetletje praktično. Na drugi strani pa verjamem, da imamo izjemno dober model lastništva, ki je vzorčen in bi ga seveda promoviramo vse skozi kot ta pravega za vse večje sistemske slovenske družbe. Namreč verjamemo, da za 25% in eno delnico lastništva strani Republike Slovenije, ostalo pa razprošeno seveda med množico vlagateljev, predvsem tudi na slovenskem trgu, lahko dolgoročno, bistveno aktivne, razvijamo regijske prvake in s tem razvijamo slovenske multinacionalke in dejansko skupaj smo potem deležni tega uspeha, tudi preko izplačila dividend in rasti vrednosti tečajev, kot alternativo recimo drugim naložbenim priložnostmi. In na NLB smo zelo veseli, seveda, da so delnice vredne danes toliko, kot so. Verjamemo, da je še veliko prostora za nadaljnjo rast in svojim trdim delom in aktivnostmi bomo to tudi v prihodnje upravičevali. Gospod Hrastnik, prvič, odkar podeljujemo te nagrade, prejemate naziv delnica leta standardne kotacije, kjer ste bili zelo tesno v bitko z letos še eno zvezdo na našem trgu, to je delnica Salus. Z omenjeno delnico ste si delili praktično identičen promet, to je cirka 2,7 milijona v lanskem letu. Kar pa je vas poneslo na prvo mesto, je bila pa ravno porast le-tega, se pravi porast prometa. Namreč lani je vaš celoten promet na Ljubljanski borzi znašal nekaj manj kot 900.000, letos pa trikrat toliko. Čemu pripisujete takšen porast zanimanja za vašo delnico in seveda še enkrat čestitke za osvojen naziv? Ja, hvala lepa. Seveda nam to priznanje precej pomeni tako upravi družbe kot vsem zaposlenim in pa verjetno tudi delničarjem. Se pravi, da delničarji budno spremljajo naše poslovanje in da so verjetno tudi zadovoljnejši z našim poslovanjem v letošnjem letu kot pa v lanskem letu.
Zdaj, zagotovo je na ceno delnice bistveno vplivala tudi dejavnost, v kateri se nahajamo, to je pretežno avtomobilska industrija in pa tudi turistična dejavnost, ki sta bili zelo zaznamovani v lanskoletnem obdobju korona epidemije. To poslovanje je tudi v bistvu Unior precej prizadelo, vendar je Unior uspel na nek način iz tega zadržati denarni tok, zadržati kupce, celo povečati tržne deleže pri kupcih, tako da to je po moje vplivalo na zaupanje vlagateljev na eni strani. Na drugi strani pa tudi velik izziv, ki ga sabo prinaša elektrifikacija. Mi smo namreč tudi delničarjem na skupščini jasno predstavili, kaj elektrifikacija pomeni za Unior, ki je kar v precejšnjem delu vezan na avtomobilsko industrijo. Imamo rešitve, mi smo zraven pri elektrifikaciji, tako da verjamem, da je to, so pač vlagatelji tudi prepoznali. Povedal bi, da naša delnica je na borzi že od leta 2010 in da pač je nekako v povprečnih obdobjih v konstantnem, počasnem sponu od pač najnižjega do tega najvišjega nivoja, seveda pa cena delnice tudi niha skladno z padci in cenami ostalih delnic in pa seveda specifikami panoge, kjer se nahajamo. Naša želja je zagotovo, da bi še bolj upravičevali zaupanje vlagateljev, da bi pritegnili nove vlagatelje in da bi seveda tudi verjeli še bolj podjetju Unior, ki je v bistvu multinacionalno podjetje, ki je na trgu že več kot 100 let. Prav naša tradicija je več kot 100-letna, s čimer se lahko v bistvu pohvali malo katero podjetje v Sloveniji. Iskrene čestitke za osvojitev naziva najdelnica naše MTF platforme imenovane C-Enter, kjer ste bili z nekaj več kot 700.000 evri prometa daleč najbolj likvidna delnica. Prav tako pa se je slednji v obdobju od lanskega novembra do letošnjega novembra, ki je obdobje, v katerem spremljamo te naše parametre, porastel za skoraj 45%. Iskrene čestitke. Lepo pozdravljeni. V imenu Delavske hranilnice se zahvaljujem za prejeto nagrado. Zagotovo je ta nagrada tudi odraz uspešnega poslovanja hranilnice in v končni fazi tudi zaupanja delničarjev. Tako da hvala lepa. Capital is the liquidity provider for 12 financial instruments on the Ljubljana Stock Exchange and is preparing analysis for 5 shares. So I'm pleased to inform you that for the third time in a row, you have earned our Member of the Year award. On behalf of Ljubljana Stock Exchange, I want to congratulate you and I hope this will encourage you to continue developing our market. Congratulations. Thank you very much for the award. We are extremely honored to receive Member of the Year award as we believe that it comes as a recognition of our continuous work on the development of Slovenian capital market, as well as our constant innovation in terms of new products and services. We would like to thank our partners, clients, Stock Exchange, KDD and ATVP for their continuous support. Last but not least, I would like to thank our employees for all the effort they're putting in to make this award happen. Thank you very much. Da so promet, rasti tečajev in likvidnost zelo pomembni. Ravno toliko, če ne še bolj, pa so za javne družbe pomembni dobri odnosi z vlagatelji. Ravno zato na Ljubljanski borzi na podlagi ustreznega in pravočasnega finančnega poročanja in povratnih informacij udeležencev kapitalskega trga podeljujemo tudi nagrado za najboljše odnose z vlagatelji, kjer delnica Krke že vsa leta izpolnjuje zelo zahtevne standarde in iz leta v leto postavlja letvico vedno više. Prav zato vam v imenu borze z veseljem sporočam, da gre tudi nagrada za najboljše odnose z vlagatelji v roke družbe Krka. Čestitke. Zelo sem vesel tudi te prestižne nagrade za najboljše odnose z investitorji. Veliko nam pomeni. Krki si močno prizadevamo za nadaljnji razvoj in prepoznavnost slovenskega kapitalskega trga
ter spodbujanje interesa za trgovanje na Ljubljanski borzi. To je nek predpogoj za potrebno likvidnost delnic in s tem ustreznejše vrednotenje podjetij. Tega cilja pa seveda ni mogoče doseči brez kakovostnih in intenzivnih odnosov z investitorji, brez najvišjih standardov poslovne etike in integritete ter transparentnega poročanja, kar vse v Krki zagotavljamo. Hvala lepa za to nagrado.